Tvoje življenjsko vodilo, recimo, ki si ga tudi povedal, je, da Bog, svoboda in delo. Bog, recimo, da je vedno zraven, svobode je bilo tukaj zelo malo, verjetno je pa dela predvsem manjkalo tukaj noter, ne? Ja, svoboda tukaj ni bilo zraven, ampak je zateva tukaj je bil delo, ne? In spoštovanje. Pa je bilo dovolj dela zate, recimo, tukaj v Big Brotherju, ker se mi zdi, da ta morbidnost Big Brotherja je ravno v tem, da ti ne dajo dovolj aktivnosti. Zadeva taka, da sem se znajdel tukaj. Znajdel sem, jaz sem v plesu. Ja, to je res, ja. Jaz sem plesal, jaz sem treniral, jaz sem delal sklece, uteži sem dvignil. Jaz sem šel, sem dal, recimo, z Makijem, ko smo začeli laufati, jaz sem bil trener. Gremo Maki, Uška je začela laufati in smo hoteli Makija shujšati. Dogajali bi se veliko stvari. Pa konc konca me še zdaj roka, mi je bolelo dolg časa, ker smo špilali, Sandra je pela, zabavali smo se. Bilo je zabave. Zabavali smo se, prišli smo v džakuzi, pogovarjali s Činčem, on je povedal vice, ki smo crkavali od smeha. Dosti je bilo zabave. Mislim, zabave, ampak naredili smo žogo, enkrat od nogavic, pa z ruto, pa z uno špago, ampak nas je vzel to žogo. Vzel, ampak tako, bilo je dosti take stvari. Jaz sem v bistvu pokvarjal dosti, tako da meni je ta dolgočasnost v bistvu, meni je bi to sploh ničel, zaradi tega, ker sem se ukvarjal pač z drugimi stvarmi. In to je bilo to. Muziko te še vleče? Ali si zdaj čisto v plesu? Ne, v bistvu, po resnici povedati, malo sem iz plesa šel stran. Ta Big Brother mi je pol vzel ples, nekaj septembra naj bi začel od te. Pol nekakšne ponudbe sem imel, pa sem nekako rekel, če grem, če začnem, bom imel 3-4 krat, pa to, ker gremo v Big Brother, kako bo, mogoče da, in pol sem rekel, smo se zmenili, da počakam Big Brotherja, tretjega grem noter, pa da vidim, kako bom not. No, zdaj recimo si bil na televiziji, spet si malo bolj izpostavljen, to ti da nek nov zagon lahko, ne? Ja, pa vse le, jaz sem človek, v bistvu večkrat rečem, da jaz imam ideje velike, ne, meni ideje nikoli ne zmanjka. In zaradi tega te ideje imam v plesu, imam veliko, sem sposoben veliko stvari reči. Jaz večkrat rečem, lej, pusti meni, to ti bom naredil dobro, sam pusti meni. In jaz ful pogrešam, recimo, ljudi, da mi kdo reče, Gena, pusti meni, to ti bom super. Jaz tega ful pogrešam. Večina ljudi, ki greš nekaj narediti, ti reče, lej, bomo videli, če bo uno tretjo. Mislim, ni pa, jaz pa sem tak, jaz, ker sem nekaj prepričan, jaz sem začel učiti tako. Jaz pojma nisem, mislim, ne rečem v plesu, jaz nikoli nisem se učil v plesni šoli, ni v vrtcu nisem bil. Ker sem bil na takem naselju, tako smo uživali v drugačni mentaliteti, kulturi, čeprav smo v isti državi zavijali vsi, ne. Začel sem s glasbo in sem prišel v plesni šoli, voljal sem rekel, se hočem učiti. Niso me gledali, takrat slovenski nisem dobro znal, ampak kaj veš, sem začel. Še zdaj se spomnim svoje blehene, 6 je bilo začetnikov, od tega pa so začeli biti 30, 50, 100 tisoč in tako naprej, pa sem učil tisoče ljudi po šolah in tako naprej. Ne. Pa muzika? Bil si na nek način oseba, ki je pripeljal skupaj s Samotom takrat, recimo hip-hop v mainstreamu v Sloveniji, ne? Ja, je sicer deleč nazaj to, ampak vem, da rimanje ti še gre, si kar skladal klele noter, ne? Ja, v bistvu takole, ne, kar se tiče pa hip-hopa, pa to Samota smo mi res začela hip-hop v Sloveniji, ampak to smo začela prek plesa, ne. Ja. Pa začela nekaj malo repa tuno, jaz pa še nadaljujem svojo kariero, zdaj imam 2 projekta, dva projekta, tako da zdaj delam še 2 spota, razmišljam delati. Tako da ples, ampak ples ostane del tega, kar jaz glasba danes mora biti tudi za oči pa ušesa, ne. Danes ne moraš biti prodan, če nisi to za oči, ne. Lahko imaš dobro muziko, ampak to lahko, kdo bo danes kupil CD, recimo, če imaš dobro muziko, vsi izbejo internet. Danes si bolj za oči. Tako da primer na hiter, Britney Spears, če bi pela tako, nikoli ne bi pela tako, ampak ona je kraljica zaradi oči. In zaradi tega je Britney Spears danes zvezda.